slovensko prašičerejo dvigniti na višji nivo, jasno. Prvo je potrebna strategija na nivoju države, dolgoročna, ki bo omogočala prašičerejo kot zanimivo panogo. Kot drugo, da se bo to lahko zgodilo, je potrebno narediti slovensko borzno ceno, ki bo nekako odražala ceno na globalnem nivoju in pa seveda našo lastno ekonomsko ceno, ki jo naj izračuna Kmetijski inštitut. Naslednja stvar, v nove perspektivi je potrebno nameniti višji procent vlaganj v investicije za podjetja in za kmete, za rejce, za vse skupaj, da bo ta procent namesto sedajnih 25 ali pa 30, da bo vsaj 50 ali pa celo za mlade kmete lahko do 70. Masne bilance, ki si jih že 5 let želimo, bi bile nujne, da se spostavijo na takšen ali drugačen način. Če jih ne moremo uzakoniti, jih bomo spostavili nekako na nivoju nekega združenja. Pa še bi povedal, da bi pa morali tudi na področju okoljske zakonodaje nekaj spremeniti, da bi se lahko objekti razširili, revitalizirali in pa postali ekonomsko zanimivi za rejo prašičev. V gostinstvu mi vidimo velik pozitiven korak v smeri označevanja porekla tega mesa. Ker v tem trenutku potrošnik, ki pride v gostilno, niti nima informacije, odkot ta zrezek izhaja. S tem, ko bi se to obvezno uvedlo recimo na jedilnike, potrošnik dobi vsaj izbiro, da se odloči po svojih preferencah. Zdaj tega danes nima. Kar se tiče pa javnih zavodov, je pa več stvari, ki bi jih lahko naredili. Ena je gotovo ta, da se poenostavijo postopke naročanja, da naredijo bolj prijazne in izvedljive tudi strani ljudi, ki v javnih zavodih delajo s hrano, ki jo pripravljajo in ki imajo interes, da je ta hrana, ki jo naročijo, kvalitetna. In po drugi strani lahko tudi država z nekimi večjimi kvotami oziroma z večjo utežjo na domačem poreklu v primerjavi z ceno teh izdelkov tudi poveča na nek način delež domačih izdelkov v javnih zavodih. Na nek način je treba celotno govedorejo spraviti v položaj, da bomo skupno razmišljali, kako pripeljati celotno zgodbo na višji nivo. Mislim, da je tukaj lahko tudi promocijska shema izbrana kakovost ena izmed priložnosti, vendar jo moramo vsi jemati resno in jo tudi že v izhodiščih zastaviti tako, da bo zagotavljala dejansko potrošnikom višji standard kakovosti, ne samo slovensko pridelavo ali pa lokalni izdelek, ki ni nujno nadstandardne kakovosti. Mislim, da je tukaj bi lahko začeli, ampak potem je pa potreba najbrž nadaljevati tudi z močnejšimi povezavami vzdolž agroživilske verige, vsaj od pridelave do predelave. V projektu, pravzaprav projekt zasnovali na tem, da je ohranitev avtohtonih virov v bistvu skozi uporabo najboljša možnost za ohranjanje avtohtonih genskih virov, sort, pasem. To se pravi, čim boljša uporaba. Seveda so bile pa te sorte ali pa, če tako rečemo, pasme, če govorimo o živalskih virih, so bile dolga leta zapostavljene, prepuščene samo nekaterim, mogoče bi lahko rekli, tradicionalnim, konzervativnim ali pa entuziastičnim rejcem, ki so jih ohranili. In seveda je bilo tukaj veliko pomanjkanje strokovnega dela, ki pa mi zdaj skozi projekt ugotavljamo, kako malo pravzaprav vemo o teh pasmah, o njihovih potencialih in kako je potrebno njihove potenciale optimalno izkoriščati. To moramo spoznati, ker v bistvu na koncu koncev je ekonomika tudi v teh sistemih pomembna.
Samo kmetijstvo je zelo usmerjeno v profit, kar je neverjetno slabo. Ne? Ta posvet danes je fokusiran na kmetijstvo in govori se predvsem o profitu. Premalo se pa govori o vplivu kmetijstva na okolje in pa na dobrobit živali. Vseeno ne smemo pozabiti, da je to v eni veliki povezavi in da nekih popuščanj v okoljskih standardih res ne bi smelo biti. Vsekakor se hrana potrebuje, ne? Ampak zopet ne za vsako ceno, to pomeni, da se okoljski standardi morajo upoštevati. Prav tako ne smemo pozabiti dobrobiti živali. Ne?